Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Danes imam tukaj veselo družbo in sicer 3 mlade duše, dekle in 2 fanta, glasbenike. Verjetno jih ne bo potrebno posebej predstavljati, kajti Julija, Ben Maj in Gal Ostrc so z nami. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Dva sta Gašpariča, to ne treba posebej poudarjati, kajti sta pri nas že stara znanca, ampak Gal pa vseeno je novinec tukaj v tem našem studiu. Lepo pozdravljen, prihajaš torej iz ansambla Klic. Tako je. Ti bomo kar posvetili nekaj uvodnih minutk. Torej, na nek način sodeluješ z Julijo in Ben Majom, tako da ste verjetno tudi drugače prijatelji, ne? Tako je, mi smo kot že med seboj stari prijatelji, lahko rečemo. Pol kot ansambel smo iskali kitarista, pa smo si izposodili malo Ben Maja, nam je pomagal. Pol so tako tudi nastale neke vezi, zdaj pa si pomagamo en drugemu pa glede spotov tudi. Tako je tudi prav, ne? Torej si ti tudi kitarist? Ja, samo uk na kitari, ampak ja. Presenečaš. No, kar zrasel si malo, od zadnjič, ko si bil tukaj, ja, tudi Julija je prava lepotička, mlada, ampak mirujeta pa ne, se kar dogaja pri vama, na glasbenem področju. Pri nama se zmeraj nekaj dogaja, vedno sva vpletena v glasbo, letos sva izdala že eno avtorsko pesem, kar nekaj tudi priredb, ena avtorska pesem pa še v nastajanju, tako da smo zmeraj obkrožena z glasbo. No, preden torej se bomo posvetili glasbeni, torej sceni, vajini, bomo seveda povedali sledeče, osnovno šolo si končal, ne? Tako je. Sedaj si torej prvi letnik, drugi? Tretji letnik. Tretji letnik hodim. Zamudi sem, dejansko sem zamudi. Hodim pa v Ljutomer, v smeri medijski tehnik. Tako da, ko imam čas zraven glasbe, ki jo ustvarjava midva, še sem kot tehnik pri ansamblu pel, tako da sem zmeraj obkrožen z glasbo. No, zanimivo, medijski tehnik, kaj boš torej počel v svoji odrasli poklicni dobi? Bomo še videli, kam nas pot odnese. Upam, da boš ostal v Ja, glasbi. to definitivno. Nekaj v glasbenem smislu, tu nekaj. No, Julija, zate pa vem, da sigurno končuješ letos osnovno šolo, 9. razred v Ivanjkovcih, torej obiskuješ. Kam pa se boš ti odpravila potem? Željo imam iti, tako kot Ben Maj, v gimnazijo Ljutomer, enako smer medijski tehnik. No, to pomeni, da brez brata ne gre, ne? Pa, jaz tako rečem, pa ne imeti nekoga starejša, ki ti malo pokaže svet, pa pot, pa to. Aha, moj starejši brat, ne? Ja, ampak zanimivo, spomnim se tistega našega prvega intervjuja pred leti, ko sta še bila pravzaprav otroka, da ste nekako si šla po njegovi poti, tudi kar se glasbe tiče, bilo ti je všeč, kako nastopa, igra, Ja, me je navdušil on, ja. In si začela peti zraven, ne? No, fino. Gal, ti pa si torej nekje iz Svetega Tomaža prihajaš, ne? Ne, jaz sem z občine Gorišnica, z Moškanjc. Aha! Ja pa hodim na Ptuj v strojno šolo, 4. letnik, strojni tehnik. Zdaj, glede končane šole, še ne vem, v glasbi bom ziher ostal. To brez kakšnih izgovorov. Pa kaj, poleg glasbe, mogoče kakšno delo, torej seveda, služba. No, povej nam malo podrobneje, kako sta se torej z Galom spoznala in z Julijo. Seveda, bili smo nekje skupaj, torej, te pa smo se malo v glasbi nekaj pogovarjali, pa smo se seveda tako skupaj našli. Potem smo, tako sem že povedal, da smo iskali kitarista, pa smo se malo z Ben Majom skomunicirali, kako bi rekli. Pa nam je z veseljem prišel pomagati, pol pa smo mi vseeno iskali drugega kitarista, ker on ni imel toliko časa z nami, ker je že bil, on ni dva mata dojet, seveda. Pa zaradi tega smo pol si mi našli našega Tadeja. No, si pa torej ti iz ansambla Klic. Ja. Kje pa vi nastopate? Vse posod, ki nas pokličejo, tam smo. Danes imaš svojih 5 minut, lahko napraviš reklamo, ne? Na primer. Koliko članski ansambel ste že kaj posneli, recimo svojega? Svojega ne, smo pa z njima. Imamo pa tudi seveda želje, da bi posneli nekšne avtorske skladbe in tudi se udeležili festivala, tudi ptujskega kot vojberškega. Smo pa 4 člani, 2 sta iz okolice Svetega Tomaža,
Aha, tako da vseeno, ne? Nekje, ne? Smo skupaj, ja. Skoraj sosedi, ja. Naš kitarist je iz Zgornjega Gruškovja, jaz pa sem torej z občine Gorišnica, torej In moški. kje se torej na vajah dobivate? Malo pri nas, malo pri kom, v glavnem pri vsakem članu malo. Tako da torej vsak delček tega pobere, ne? No dobro, preden nadaljujemo z našim pogovorom, si bomo privoščili eno pesem, ne? To bo ena novejša, Te domače viže, gre pravzaprav za prepev, ne? Gre za In priredbo, ja, eno tako fino priredbico v vaši ali vajni izvedbi. No. Aha, vajni izvedbi, tako da se le malo poveselimo za začetek, ne? Pravijo, da to ni nič, te domače viže, da so vse navaden kič, te domače viže. Ko jih tete zasrbi, pa se urno zavrti, ob kozarčkih se glasi, te domače viže. Briga me, kaj govori za domače viže, enim všeč so, drugim ne, te domače viže. Zase pa vem eno le, da mi sežejo v srci, da imam jih rad na vse, te domače viže. Kdor ima jih rad kot jaz, te domače viže, naj zapoje na ves glas, te domače viže. Naj odmeva od gora, čez deželo do morja, saj Slovenec rad ima, te domače viže. Saj Slovenec rad ima, te domače viže. Ja, tako, to sta torej Julija in Ben Maj, ne, v pesmi Te domače viže. Pesem je znana, pesem je lepa, tudi v vajni izvedbi zelo lepa. dobro Hvala. zvoni. Kdo pa tako lepo poje? Slišali smo moške vokale. Ja, v bistvu midva sva to pesem in še eno pesem, ki bomo jo slišali v nadaljevanju, naredila s prijatelji. Odločili se smo, saj jo že fantje vseh vetrov izvajajo odlično. Vprašali smo avtorja glasbe, Franca Pupisa, seveda za dovoljenje. Dovoljenje smo dobili in z veseljem smo naredili to priredbo. No, kdo prepeva tako lepo z vami? Ja, A je to njihov vokal, originalni so? Aha. Ne, pač najna vokala in od teh dveh prijateljev, ki so z nama tudi v videospotu. No in kdo sta ta dva prijatelja? Miha Na kitaro? Fekon je na kitari, v videospotu je njihov kitarist Tadej Aha. na basu. Je pa prej posnel v bistvu v studiu, pač snemanja se žal ni mogel udeležiti iz osebnih razlogov, je pa v studiu snel Matej Škrlec. Na vsakem primeru zveni odlično, ne? Tako je. Zelo podobno originalu. Pravzaprav, če se dela prepev, torej priredba, ne, se pričakuje mala razlikica, ampak odlično, ne? Tako je. Za pohvalo, ne? Hvala lepa. Torej, lahko kar napredujete. Hvala. No, naslednja pesem, ki jo bomo slišali, je Klic srca. Ne, to pa je tudi zanimivo, ne, ta prepev oziroma priredba, vseeno so to Modrijani in Elda Viler, ne, to ni tako enostavno. Slišali bomo, da je kar lepo, ne, glede na to, da je verjetno oponašati Eldo Viler kar težko, ne, ampak si dobro ti je šlo, ne. No, kako pa je prišlo do te, oziroma všeč vam je najbrž ta pesem, ne? Tako je, zelo nama je všeč ta pesem.
nekako Prišlo je- jo čutiva iz srca. In seveda tudi to pesem, kakor že prejšnje te domače viže, smo posneli z Matejem Škrlecom in Mihom Fekonjo. Zelo nam je všeč res ta pesem in smo se odločili, zakaj pa ne. Julija, oprosti, ne, niti besede ti še nismo dali. Kaj si želela povedati? Ja, ki ste vprašali, kako je nastala ta pesem, dejansko ta pesem nastala. Vedno sem malo prepevala pesmi in je potem vedno dal to pesem in smo rekla, ok, pa pravimo je nama dobro spela in smo rekla, kaj če pa bi jo posneli, ker je res ful lepa. No, povej, kako pravzaprav izgleda to te vajne vaje? Kdo je glavni na vajnem duetu? Kdo reče, aha, to pesem bova? Ja, vsak pove želje, te pa nekako najdeva skupno to pot, bolj glavni Ben Maj. No, včasih, če meni uspe, sem jaz. Prvič je priznala. Ja, zamenjamo se nekako, včasih malo skregam, ampak to je tudi Se skregata torej. Bratska No in sestrska ljubezen. Ja, no in kaj recimo, kaj te skrega? Ben Maj. Ne vem za točno kakšnega primera, ampak če slučajno kdaj kaj narobe zapoje. Včasih ni dovolj. Ko jih včasih A, ni no, dovolj, sedaj pa včasih ni vemo. dovolj, pol pa jo moram malo. Tebi pa je. Pol pa gre. Ja, vem, da moramo to delati, da moramo vaditi, če želimo na tej smeri in na tej glasbeni poti uspeti. Julija, no povej nam, kje pa pravzaprav nastopata? Nastopava na preseneči, televizijski preseneči in pa tak na kakšnih praznovanjih, ki naj da povabijo. Je teh vabil veliko? Ja, tudi, ja. V zadnjem času kar precej teh vabil. Ste kar popularna postala, ne? Tudi pri nas v glasbenih Če se temu spominih. tako lahko reče. Ja. Ampak ja, trudiva se, no. No, tudi naši glasbenih spominih, ki jih naš sodelavec Marjan Premuž pripravlja, se kar vrtijo vajni video spoti, tako da prosim, Lepo ne? slišati. Ni to kar tako, ne? Dobro, sedaj bomo slišali torej pesem Klic srca in potem bomo ocenili to izvedbo. Klic srca. Mati, odpri zdaj duri na stežaj, za vselej vračam k tebi se nazaj. Iz dneva v dan vse bolj menjajo moči, iz dneva v dan vse bolj mi stara dlan drhti, ko v dolgih vseh nočeh mi moč zaspati ni. Sprašujem se le to, zakaj ste si odšli. Hiša vsa je zapuščena, veter sporkni se igra. Dež pronica skozi streho, črni dimnik trepeta. Po dvorišču so koprive, njive neobdelane. Stara hruška neobrana, pusto vse in prazno je. V srcu žalost je gori. Iz dneva v dan se bolj pri srcu me skali, ker sama zdaj živim, otrok domov več ni. Iz dneva v dan se bolj le željo tu imam, da eden od sinov bi vrnil se domov.
vsa je zapuščena. Veter s polkmi se igra, dež pronica skozi streho, črni dimnik trepeta. Lastovke so se vrnile, zopet svoje gnezdece. Z njimi tudi jaz prihajam, tja, kjer vabi klic srca. Tja, kjer vabi klic srca. Tam tak in... Ja, pesem je lepa, lepo zveni, ne, tudi tu se sliši eno lepo petje, ne, tako kot smo že povedali v prvi pesmi, tako da čestitke torej za to izvedbo. V bistvu pa tebe ni bilo v nobenem tem videospotu, kaj se je zgodilo? Jaz sledim v naslednjem videospotu, Aha. Srečo, veselje, prijatelj nam da. V totih videospotih pa sta bila udeležena oziroma je bil udeležen samo naš kitarist Tadej, ko smo videli pri te domače viže ter pri klic srca seveda zdaj. No, v studiu pa si vseeno prišel, ne? To pomeni, da si vseeno nek člen v tej zgodbi. V teh dveh prejšnjih ni, v naslednjem pa sledim jaz. Aha, no, upam, da bomo torej uspeli kdaj videti ta videospot. Že imamo v bistvu posnetega in tako je že povedal. Tretja skladba, ki bomo jo danes tukaj predstavili, je naša skupna skladba, ki sva jo posnela z ansamblom Klic. Aha, tako da bomo... Aha. Bomo ga videli, bomo ga videli. Fino, fino. No, potem pa se nič ne bomo kaj dosta ugotavljali, ne? Srečo, veselje, prijatelji nam da. Prijatelje nam da. To pomeni, da z ansamblom Klic sodelujete, tudi folklorna skupina sodeluje, Ja, ne? tako je. Povabili smo med sebe tudi, lahko ti poveš. No, folklorna skupina Pušelc, tukaj je tudi mi trije člani, jaz, pevec pa basist sodelujemo, notri smo torej člani. A tako da z Gorišnico hodiš na vaje? Ne, jaz hodim v Sveti Tomaž, se vozim. No, z Gorišnice, ja. Se vozim tja gor na vaje, ja, ki jih imamo skoraj vsak teden, odvisno kdaj imamo nastope. Aha. Tako smo se tudi nekako splanirali in dogovorili, kako bi to lahko vse skupaj izvedli. Potem smo mi seveda v studiji posneli vso melodijo, za spot pa smo se sproti dogovorjali, ki pa je seveda ga naredila oziroma pripravila scenaristka Marija Matija Gašperič. To je babica torej? Babica od njidva seveda. Pol pa smo se skupaj tudi dogovorili še mogoče za druge kadre, kako bi kje lahko naredili. No, scenariji nasplošno so v teh vaših videospotih zanimivi, ne? To pomeni, babica Marija Gašparič je torej odgovorna za to. Nekatere si izmisliva kar sama, pri velikokrat pa ja, seveda si izmisli jih najina babica, ter z snemalcem nekako uskladita vse ideje, ter potem nastane. No, kako pa vam sploh uspeva? Predvsem bomo videli potem v naslednji še eni pesmi, Venček, otroški pesmi, ne? Da kar ljudi spravite skup, ne? Za te vaše videospote. No, tudi že v preteklih nekih videospotih, ki smo jih gledali, ne? Ste kar... Kako smo rekli, prijatelji smo, pomagamo si, v bistvu mi med sabo si že veliko pomagamo, potem pa še ima vsak prijatelje, še njih povabimo zraven, hitro imaš. No, poglejmo torej sedaj to pesem, Srečo, veselje, prijatelje nam da in potem se bomo seveda dalje pogovarjali. Zbrani, veseli smo prijatelji vsi, skupaj ubrano zapeli smo mi. Teče življenje, nas nosi seboj, pridi prijatelj, z nami zapoj. Življenje nas reka nosi posod, smo srečo, ljubezen iskali drugod. Si vsak po svoje bo poslal,
spomin na mladost bo v srcu ostal. Zdaj pa na zdravje, prijatelji vsi, pesem naj naša veselo zveni. Nalijmo si vinca in spimo do dna, srečo, veselje, prijatelj nam da. Nalijmo si vinca in spimo do dna, srečo, veselje, prijatelj nam da. Prijateljstvo meje naj ne pozna, sosed soseda rad naj ima. Zapojmo, prijatelji, zdaj kot nekoč, z roko v roki nam dana je moč. Zdaj pa na zdravje, prijatelji vsi, pesem naj naša veselo zveni. Nalijmo si vinca in spimo do dna, srečo, veselje, prijatelj nam da. Nalijmo si vinca in spimo do dna, srečo, veselje, prijatelj nam da. Srečo, veselje, prijatelj nam da. Tako, no, pa nam je uspelo videti tudi Gal, ne, lep mu harmonikaš si. Pravzaprav ste to kaj posebej vadili, folklorna skupina, za ta videospot? Glede folklorne skupine ne, mi smo se bolj z njimi dogovorili na licu snemanja. Mi kot ansambel pa duet, Belma in Julija, pa smo skupaj hodili, pa smo se dobivali in zvadili to, kaj smo morali. Kje pa pravzaprav snemate audio? V katerem studiu? Mi dva snemava vse audio posnetke pri Majku Rešarju, ki je član skupine Igor in Zlati zvoki. A kje je to, v katerem kraju? V Slovenski Bistrici. Aha, v Slovenski Bistrici, torej. Aha, no, videospote pa vam kdo snema? Videospote pa nama oziroma nam snema moj zelo dober prijatelj, ki je tudi obiskoval medijski tehnik, Aljaž Trakl. Mladi človek, torej. Ja. In talent, torej, Ja. za videospote. Tako je. No, predstavljam si torej, da bosta enkrat vidva, ne, sama delala videospote. Težko bo igrati ter snemati. Čakaj, saj pa imaš posnetek, ne? Bo šlo. Ja. Bo šlo. No, Julija, kaj boš ti počela pravzaprav, če greš v medijsko šolo? Ne vem še. Koliko vem, je več smeri, ne? Ja, zanima me od fotografije, obdelovanja, potem fotografij, video, kakšnih plakatov, stvari, vse. Nisi se še odločila dokončno. Oziroma, kdaj se moraš odločiti, v katerem letniku? V bistvu mi vse pomalo spoznavamo. Aha, Vse tako da pomalo se vsega se spoznavamo, tako naučiti. da si naredimo kar velik spekter zaloge, kaj lahko Znanja, potem znanja. počnemo. Ja. No, kaj pa tista tvoja udejstvovanja kot tehnik, torej audiotehnika najbrž, Tako ne? je. To ti torej tudi gre. To si se naučil v šoli ali si talent? Talent. Veliko so me naučili prijatelji. Največ me je naučil moj žal že pokojni prijatelj Alen Pivar, kaj se audiotehnike tiče. Ampak ja, vso to znanje nekako prenesemo v prakso in zmeraj znova se nekaj še zraven učim, ampak gre. To pomeni, da imaš svoje ozvočenje in potem tudi... Svojega ozvočenja ne delam, pa na tvoje ozvočenje, kjer me pokličejo, kjer me rabijo, sploh, kakor sem že povedal, sem prej na ansamblu kot tehnik. Tam v bistvu največ delam tehnike, tako da ja, učimo se sproti. Se ti zgodi, da pozabiš vklopiti mikrofon komu? Se ne sme. To pa se ne sme zgoditi, točno. No, predlagam, da torej slišimo še eno pesem v nadaljevanju in sicer Venček otroških pesmi, ne, malo ste besedilo spreminjali, ne, bomo slišali. Ja, to je priredba otroških pesmi. A tudi priredba, torej. Parodija je sicer že na obstoječe besedilo, je parodijo napisala najina babica. Samo pa ga posneli v bistvu ta video spot z sodelovanjem, z vrtecem Velika nedelja.
Ob tej priložnosti bi se zelo zahvalila vzgojiteljcama Kseniji Kolar-Švarc ter Lilijani Peršak, ki sta zelo pomagali pri ustvarjanju videospota. No, bomo videli, ker je res, ne, tudi posebni kostimi so bili, ne, so kar otroci se uredili za vse Res to. so se otroci potrudili, ter res te dve vzgojiteljci sta se zelo potrudili za ta izdelek. No, sem pa videla torej, da je tudi torej kitarist, ne, še en bil zraven. Ne, tudi tam ne. To pa bil naš pevec. A pevec z očalmi. Tako je. Aha, on je pevec, torej nič ne igra, samo poje. Bobna je igral poleg. Aha, bobna igra, aha. No, pa še bil kdo? Še? V tem ne. Videospotu ne. No, v glavnem smo ga videli torej kot igralca tudi, ne? Tako je. Z Julijo. Ja, dobro, no, fino, potem pa si poglejmo venček otroških pesmi. Julija in Ben Maj. Bistrem potoku je mlin, a jaz sem pa mlinarjev sin. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra, igra. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra. Po bistrem potoku je mlin, a jaz sem pa mlinarjev sin. Mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi zatinčka igra, igra. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi zatinčka igra. Metuček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil? Pri majceni cvetki, drobni marjetki, medek sem pil. Pinček, pa kinček, ti potepinček, kje si pa bil? Pri mladi Marički, mlinarja hčerki, srček sem skril. Lisička je prav zvita zvir, od skalca ima svoj kvartir. Pa z repkom mahlja, pa s krinki presklja, pa vpraša, če lovec doma. Marička je prav zvita hčer, v kamri ima svoj kvartir. Pa z metlom mahlja, pa s krinki presklja, pa vpraša, če ada doma. Oj, ata pa na štor sedi, veliko gorjača v rokah drži. Jezen je res, ko pazi na njo, če fantič prikazal se bo. Marička pa je zvita bila, pri stranskem vhodu ven je všla. Tam gori zbežita, se sladko smejita, očetu pa fige molita. Čuk se je oženil, tra-la-la, tra-la-la. Sova ga je vzela, hop, sa-sa, sova ga je vzela, hop, sa-sa. Fant pa puncu vpraša, tra-la-la, tra-la-la. Koliko
Petelina pa spustila, hop, sa, sa. Petelina pa spustila, hop, sa, sa. Ringa, ringa, raja, biček pa nagaja, oče pa priteče, pa mladim vošči striče, tašča pa jih kliče, ponuja jim sladice. Ringa, ringa, raja, vesela družba raja, ringa, ringa, raja, mladina pa nagaja, ringa, ringa, raja, veselje naj še traja, ringa, ringa, raja, veselje naj še traja, ringa, ringa, raja, mladina pa nagaja, ringa, ringa, raja, veselje naj še traja, ringa, ringa, raja, veselje naj še traja. Bistvo današnjega oziroma vašega obiska v našem studiu pa je torej povabilo na koncert. Tako je. Kajti torej 14. novembra ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole Sveti Tomaž se bo zgodil velik koncert. Ja, Ben Maj in Julija. Aha, to še moram vprašati. Zakaj pa je Ben Maj najprej, pa potem Julija, glede na to, da imamo ženske prednost? Midva smo se imala Julija in Ben Maj in Julija. Lepše se je slišalo, Lepše se Ben Maj sliši in nekako Julija. Je Ben pa Maj in res, ker Julija. meni se zatika, ne, če rečem Julija in Ben Maj. Ja, ne. malo se lepše sliši, no, Ben Maj in Ja, Julija. seveda, ne. Lepše se izgovori. Ben Maj. Ti si nam pravzaprav že povedal, ne, zakaj imaš dve imeni. Nam lahko še Ja. ponoviš za tiste, ki so pozabili? Točne zgodbe ne vem, sam vem, da si je oče, se mi zdi, da želel otrok pač ime z 3 črkami. Aha. Pol pa je babica, se mi zdi, da tako izstrelila enkrat, ko sta se z mamo tako malo pogovarjala, mama ter oče, kako ime bi mi dala. Je babica izstrelila, ja, potem pa naj bo Maj Ben, ne? Aha. Te pa študirajo Maj Ben, to nekako ne gre skupaj, te pa naj bo Ben Maj. Ja, zanimivo, ne, v glavnem dve imeni imaš za vsak slučaj, ne, Ja, če za bi, vsak ne, slučaj. nikoli ne veš. No, dobro, torej 14. novembra Tako je. ob 18. uri. Koncert bo 14. novembra, takoj po Martinovem, ob 18. uri v športni dvorani Osnovne šole Sveti Tomaž, kako ste že povedali. Koncert pa se prireja v okviru kulturnega društva Frank Saver Meško. V bistvu smo tudi oba člana literarne sekcije, ki letos tudi praznuje 10 let. Tako kot jaz, v bistvu praznujem svojih 10 let, odkar sem v glasbeni sceni. Ter z Julijo praznujemo 7 pravličnih let najinega dueta. V tej priložnosti pa bi se seveda tudi zahvalil predsednici društva Zlatki Majcen ter predsednici literarne sekcije Marti Breznik, ki ves čas spodbujata ter pomagata pri vseh pripravah koncerta. No, folklorna skupina Pušeljc je tudi, ne, kulturno društvo, ne, Frank Saver Meško, tako da ste torej vsi Povezani, ja. v društvu, ne. Prepleteni ter povezani. Ja, ne da se ne nikakor izključiti kogarkoli. Ja, in potem bo seveda na tem koncertu, kako ste se pravzaprav zamislili, ne? Zdi se mi torej, da bo Mateja Hržič to vodila, ne? Tako je, Matej Hržič ter Luka Lovrec bosta to vodila. Humorist Luka Lovrec, to je potrebno povedati, zanimivo bo, ja. V bistvu zamislila pa smo si tudi tako, ker prle, ki prisegamo na domačo, prisegamo na odlične muzikante in tako bodo tudi odlični muzikantje, najni gostje, domači odlični muzikantje, najni gostje, kakor seveda tudi ansambel Klic. Seveda. Poleg vseh ostalih odličnih glasbenikov, s katerimi bomo skupaj zaigrali ter pričarali tako eno lepo pozno popoldne ali že večerno. No, torej, tu še imamo kaj? Harmonijski orkester, to bo? Kontrasti, tako je. Potem ansambel Izbira, Fekonja. Ansambel Upanja. No, povejte ansambel malo, Upanja. to boš ti povedala, Julija, kdo vse zastopa. Ja, gostov je res polno, seveda, če dovolite, lahko naštejem. Seveda, to nas najbolj zanima. Seveda, ansambel Klic bo, ansambel Opev, ansambel Upanje, kot se že povedal, ansambel Fekonja, potem Harmonikarski orkester. Kontrasti. Ansambel Izbira. Tako je tudi moji dve prijateljici Teja in Kajmar, ki smo tudi nekaj ustvarjali skupaj. Ter seveda najni mentorici Hermina Matjašič Weber ter Julija Lorin.
No, viš, Polno jih je, polno jih je. Brat vedno zaključi, ne, in dopolni svojo sestro. No, to pa je lepo. Ima tako... Ti navadi glavno besedo. Ja. Razen pri hiši, ne. No, ja, kakšno je to sodelovanje s Hermino Matjašič? V bistvu že Nedolgo je v Ormožu nastopala, ne? odkar sva midva začela, v bistvu je ona na najni glasbeni poti. Kot druga mama. Tako je, Kot mentorica, torej. mentorica. Aha, vaju uči, ne? Sedaj ji malo primanjkuje časa, ker vseeno služba eno drugo, tako da nam zdaj tudi na priprave na koncert pomaga zelo tudi David Duh. Tako da si pomagamo. To bo pravzaprav velika stvar, ne? Ja. Kdo bo so kar. vaša ciljna publika, ki bi torej prišli na koncert, domačini? Verjetno tudi, ne? Bo kdo slišal, ne, danes? Vsekakor domačini. Prijatelji. Prijatelji, v bistvu vsi, ki imate čas, 14. novembra ste vljudno vabljeni. Stopnina? So prostovoljni prispevki. Kaj pa to pomeni in še kakšno presenečenje? To pa se pustite presenetiti. Dobro, imaš ti, Julija, morda še kaj za zaključek? Lepega Ben je vse povedal? povedal. Še enkrat lepo vabim na koncert, vsi ljubite naše slovenske glasbe, lušno se bomo imeli, tako da pridite, če imate čas. No, folklorna skupina bo najbrž tudi zaplesala, ne? Tako. Ja, seveda, ne? Mora tudi to biti. Torej, na literarnem večeru boste nastopali kaj? Tudi. Tudi, no. Tudi. Potem pa ne mine brez vas. No, vse bo so aktivni. No, če dovolite, bi imela eno željo glasbeno za Povej. konec, ne, če lahko. Povej. Ne? Ena, ki mi je pravzaprav najlepša. Se opravičujem, ne, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak meni je najbolj všeč Prleški muzikant. Ne? Kolikor mi je znano, je torej vaša družinska prijateljica, ne, napisala Jelka Vrbnjak, Tako je. tekst, Tako je. ne, glasbo. Pa Ivo Mojzer. No, to je zanimivo tudi, ne, Ivo Mojzer. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja? To pa je toliko let nazaj, da se niti prav več ne spomnim. V bistvu sta to uredila takrat za to melodijo naša babica ter naš nekdanji snemalec. V bistvu ni dva sta to uredila, da je prišlo do tega sodelovanja. No, super. Zelo, zelo lepa pesem, taka fina, živahna, Julija, ne, ponosa na svojega brata. Takrat se še najbrž vi niste poznali, ne, ampak Ne, dobro, takrat še ne. sedaj morda pride kakšna pesem Prleški muzikanti. Bomo videli. Pustimo se presenetiti. Tako. V glavnem, želim vam, da bo dvorana 14. novembra ob 18. uri, športna dvorana, torej v osnovni šoli Sveti Tomaž Pokala po Šivi. Tudi mi dva to upava. Ja, upam, da bomo dobili kakšni posnetek, ne? Boste Je dobili. znano bo tudi posneto to, tako kot je treba, tako je. da nič. Hvala lepa, torej, da ste si vzeli čas, da ste prišli, da ste nas povabili, da ste Hvala se vam. predstavili z novimi izdelki. Upam, da jih bo še in še in še. Ne? Bo, Pa se morda, obljubimo, da bo. pa se morda potem drugo leto spet vidimo, Vidimo. ko boste še malo Mi pa zrasli. se še prej vidimo 14. novembra v 18. uri. Mi bomo tam, tako da še samo vi manjkate. Hvala lepa. Hvala za obisk. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, povedali smo vse najbrž, torej Ben Maj in Julija vas vabita na svoj velik koncert 14. novembra ob 18. uri v športno dvorano Sveti Tomaž. Veselja bo sigurno še in še. Hvala za pozornost in srečno. Ta dan se le zgodi, ker se pravi muzikant rodi. Kdaj sem bija še v plenici, sem posluša na golici. Kdaj sem dude več ne nuca, za harmoniko sem truca. Sej me niso resno vzeli, pa še penez niso imeli. To je moj starejši brat, ki ga špila rad. Vršte mobitele vkraj, pa poslušajte ga zdaj. To je moj starejši brat,
se omeščajo, kupijo mi v roke dajo, to mahče te veseli, če glih je veša, kak si ti. To je moj starejši brat, ki ga špila rad. Vršte mobitele vkraj, pa poslušajte ga zdaj. Najbolj se tega veselim, če družbo gor držim. Sem v Prlekiji se rodija, nigi ne bom več falija. To je moj starejši